Danes v novicah med drugim. Ograja razdelila igrišče in razjezila krajane. V Šmarjeških Toplicah potrdili proračun. Zaključek projekta Misterion. Dober večer. Krajane novomeške Drske je pred 10 dnevi močno presenetila ograja, ki je eno največjih tamkajšnjih otroških igrišč razdelila na pol. Krajani pa o razlogih za to niso vedeli nič. Skupina njih je tako s peticijo z več kot 500 podpisi dosegla takojšnjo prekinitev del. Polovico igrišča naj bi po novem uporabljal vrtec 5x5, ki meji na igrišče. Sprevideli so vse vpletene strani, ki so odločile v prid ograji, da je šla stvar preuranjeno in prehitro in brez podpore in soglasja nas krajanov. In dokazali smo, da je naša usmeritev k reševanju v dobrobit vseh otrok, tako otrok iz vrtca kot otrok iz lokalne krajevne skupnosti. Vrtec bodo v naslednjem letu razširili za 2,5 oddelka, zato potrebujejo več igralnih površin. Ker pa hodimo na asfalt, na sosednje igrišče, ki ni vrtcu, ampak se samo drži vrtca in je trenutno v uporabi krajevne skupnosti, je prevelika nevarnost, ogromno vandalizma, ogromno pasjih iztrebkov, ki ga ne moremo več dnevno sanirati. Prostorska stiska v vrtcu na Šegovi ulici je resnično velika. Občina je neprestano komunicirala tako z vrtcem kot s krajevno skupnostjo, ker nam je v želji in interesu, da sledimo potrebam in nenazadnje tudi željam, tako potrebam vrtca kot željam krajanov. Investicijo smo se lotili takrat, ko smo imeli soglasje tako vrtca kot krajevne skupnosti. Da bi ograjo čim prej odstranili, si bo prizadevala izbrana skupina krajanov. Želimo si ohranitev celovitosti igrišča, tega bisera sredi krajevne skupnosti Drska. Želimo si ureditve tega igrišča zato, da se bo lahko uporabljalo kot souporaba strani vrtca, otrok dopoldan kot popoldanskem času ob sedanji porabi in da določimo, kako se bo to igrišče upravljalo. Zagotovo bo nekaj zemljišča potrebno odstopiti vrtcu, kajti vrtec te zunanje igralne površine potrebuje. Imamo možnost odstraniti balinarsko igrišče in ga prestaviti nekam drugam. Krajevno skupnost sicer pesti več težav. Gre pa za to, da so se danes odprle tudi druge strani. Namreč to igrišče je samo eden od simptomov, ki je pokazalo na kar ene hude bolezni, ki se pojavljajo v KS Drska, vezanih na vrtec, vezanih na promet, težave s parkiranjem. Morda pa je ta ograja sreča v nesreči in bomo začeli stvari pri nas urejati bolj sistematično, dodaja Arnuš. Kako sistematični pa so bili šmarješki občinski svetniki v naslednjih minutah. Na zadnji letošnji seji so v drugi obravnavi z večino glasov potrdili skoraj 5,7 milijona evrov težak proračun za prihodnje leto, v katerem med prednostnimi načrti poleg poslovne cone v Kronovem ostajajo obnove lokalnih cest ter urejanje kanalizacije v Vinici in Šmarjeti. Za nje ob enem vzdržanem glasovalo 6 svetnikov, 2 pa sta bila proti. Zainteresirana javnost v času javne obravnave na predlog proračuna ni podala dopolnitev, so pa 3 amandmaje vložili nekateri člani občinskega sveta. V odboru za proračun in finance, ki je proračunu namenil pozitivno mnenje, so do amandmajev zavzeli odklonilno stališče. Da amandmaji ne predstavljajo izboljšanja proračuna za leto 2020 v drugi obravnavi in so kot takšni pripravljeni za onemogočanje že načrtovanih začetnih investicij ter razvojnih projektov občine Šmarješke Toplice in jih ne podpira. Svetnika Branko Zoran in Aleksander Pavlič sta s prvim amandmajem predvidevala za slabih 100 000 evrov višja sredstva za nakup zemljišč. Denar bi med drugim namenili za zemljišči v Klevevžu. Ne vem, da zastopam tudi svetnikov, zakaj nam osporavate krajanom na tem območju, da ne pride do tega odkupa. To so naše želje, mi tam živimo. Na vas apeliram, da ne politično, ampak osebno ocenite to. To je zadnja možnost.
Predlog svetnikov podpore župana ni dobil. Tukaj gre za zelo veliko populizma. Naj povem, da sem v tesnem stiku s prodajalcem in v miru bomo pripravili en predlog, o katerem bo, tako Hribar, na koncu odločil občinski svet. Večina svetnikov amandmaja ni podprla. Enak izid je bil pri tretjem predlogu, s katerim so vlagatelji sredstva za kanalizacijo v Dolenjem Kronovem želeli zvišati za skoraj 650 tisoč evrov. Ta novogradnja, ne vem, zakaj je lahko za naprej. Kronovo rabi kanalizacijo, ima gradbeno dovoljenje, ima vse. Ne vem, zakaj samo 104 tisoč brez NRP-ja za naprej. Po mnenju župana so predlagatelji želeli, da se v občini prihodnje leto ne bi nič investiralo, morebitno napako v načrtu razvojnih programov pa bodo odpravili. Amandmaji niso bili resnično nerazvojno naravnani. Je bilo predvideno črtanje številnih investicij in projektiranja. Med drugim bi na račun Dolenjega Kronovega denimo izpadlo projektiranje kanalizacije v Zburah, Beli Cerkvi in Šmarjeških Toplicah. Vsi vedo, in še to zelo dobro, da je dogovor z državo o sovlaganju predvideva v letu 2020 samo 100 tisoč evrov. Sicer pa so svetniki na osnovi županove dopolnitve vloženega amandmaja v proračun soglasno uvrstili novo postavko in za začetek priprave projektne dokumentacije za vodovod Vinji Vrh Visoka Cona namenili 1000 evrov. Iz svetniških klopi pa k edinstveni naravni in kulturni dediščini Bele krajine. Skoraj 3 leta so minila, odkar je občina Semič kot vodilni partner projekta Misterion, doživetja skrivnosti voda, uspešno kandidirala na razpisu Interreg Slovenija-Hrvaška in za izvedbo 1 240 000 evrov vrednega projekta, ki je povezal 5 partnerjev, pridobila več kot 1 milijon evrov evropskega denarja. 30-mesečni projekt, ki je povezal občine Semič, Metlika in Kamanje na Hrvaškem, je končan. In kot so poudarili na zaključni konferenci v Semiču, so z rezultati zadovoljni, saj so dosegli vse zastavljene cilje. Moram reči, da smo veliko pridobili v naši občini, saj že sama obnova muzejske hiše je pomemben dosežek, pa potem tudi njena vsebina, vse 3 zbirke, ki so nekako bile postavljene tekom tega projekta. Še posebej vabljiva in poučna je razstava Center narave Bele krajine s celovito predstavitvijo kraškega sveta. Podaljšali in uredili pa so tudi kraško učno pot ter postavili visečo brv čez reko Krupo. Zadovoljni so tudi v občini Metlika, kjer so v okviru projekta uredili kraški jami Zdenc in Vidovec ter izvir potoka Obrh, ki je po eni strani vodni vir za skorajda celotno občino Metlika, po drugi strani pa neverjeten delček narave v skorajda v urbanem središču. Uspeli smo iztrgati pozabi perišče, urediti prostor. V Kamanju na Hrvaškem pa so opravili več arheoloških raziskav v podzemni jami Vrlovka v kanjonu Kolpe in nad njo uredili sodoben arheološki park. Ustanovili pa so tudi socialno podjetje koje će u općini Kamanje raditi, ne samo da će upravljati ovim arheološkim parkom, nego će povezivati druge ponuđače turističkih i ugostiteljskih usluga zajedno sa našim slovenskim partnerima preko Kupe. Eden od ciljev projekta je bil namreč nadgraditi turistično ponudbo vseh 3 občin in jo povezati v čezmejni turistični produkt. Ta destinacija slovi po tem, da je res izjemno neokrnjena, čudovita narava, bogata zgodovina, kulturna dediščina in to je ravno v trendu turističnega. Zaradi izjemnega prikaza kraškega sveta je območje zelo zanimivo tudi za šolske skupine, je prepričan Pavlin. Vseh 5 partnerjev v projektu pa je odločenih, da zgodbo nadaljujemo naprej, da jo tudi nadgrajujemo, vsi vidimo še potencijale. Zato že razmišljajo o projektu Misterion 2. Šestim dozdajšnjim ambasadorjem občine Ivančna Gorica, ki so svojim delom in dosežki še posebej zaslužni za prepoznavnost ivanške občine, so se včeraj pridružili še 3. Razglasili so jih na županovem novoletnem sprejemu.
Ambasadorka občine na področju kulture in književnosti je postala učiteljica in vsestranska kulturnica Dragica Šteh, ambasadorja občine pa pevec Marko Vozelj na področju slovenske popularne glasbe in vodja izobraževalnega centra reševalne postaje UKC Ljubljana Anton Posavec na področju nujne medicinske pomoči. Jaz sprejemam ta naziv ambasadorke občine Ivančna Gorica s hvaležnostjo, predvsem moji družini, kolektivu osnovne šole Stična in vsem ljudem, ki mi v bistvu pomagajo, da moja ustvarjalnost lahko razširi krila. Vedno in povsod, če pa kaj z veseljem pa povem, odkje sem doma, najprej, da sem z Dolenjske, da sem z Ivančne Gorice, občine Ivančne Gorice in seveda z mojega rodnega kraja Višna Gora. Vsak od nas ima določene talente in prav je, da jih unovčimo ne samo drugje, ampak tudi v domačem okolju, kjer vsak dan živimo in smo prisotni mogoče tudi največ časa. Ob tej priložnosti so se zahvalili tudi Primožu Kastelicu, ki si je pred nedavnim prislužil častni naziv gasilec junak, ker je rešil življenje svojemu dedku. Sicer pa je bil dogodek namenjen srečanju predstavnikov gospodarstva, občinskega sveta in uprave, krajevnih skupnosti, javnih zavodov, društev in zvez. Jaz sem vesel, da se temu vabilu odzove vsako leto več ljudi, da je vzdušje izjemno, mi se potrudimo s programom. Letos so ga popestrili člani in članice mešanega pevskega zbora Zboralika. Čeprav lahko pravo praznično nakupovalno mrzlico pričakujemo tik pred prazniki, pa se je v Trebnjem pokazala že davi, ko je Lidl tam odprl svojo 59. poslovalnico. Vrata trgovine so odprli šele ob 8. zjutraj, a prvi kupci so čakali na odprtje že uro prej. Jaz to v Ljubljani kupujem že več let in je res super. Tu sem od zale prišel semle. Ja, mislim, da za to okolje je kar manjkal, ker tam do Sevnice ni nobenega. Mi smo včasih šli v Ljubljano ali po Novem mestu, sem ni pač pri roki za določene stvari. Ne treba v mest hoditi stalno ali pa v Ljubljano. Da je v redu. Vse prodika več trgovin, lahko gre sem pa tja, na izbira. Po 12 letih, odkar diskontni trgovec deluje v Sloveniji, je poslovalnica torej tudi v Trebnjem. Nekako nam je manjkala. Med Novim mestom in Grosupljem ni bilo nobene Lidlove trgovine, kar so nam tudi kupci oziroma naši sledilci na različnih družabnih omrežjih dostikrat malo pokomentirali in vprašali, da pa pridete k nam. No, zdaj smo tu. Velika je 1100 kvadratov, 17 nas je zaposlenih. Tam, kjer je veliko trgovin, je življenje in zgodovinsko pogojeno je, da so trgovska središča bila glavna mesta. Ob tej priložnosti so Trebanjskemu združenju Rdečega križa podarili bon v vrednosti 500 evrov. S tem dokazujejo, da podpirajo delovanje Rdečega križa, naše humanitarno poslanstvo. Ti boni pa bodo namenjeni ljudem, prejemnikom humanitarne pomoči. Lani so oskrbovali več kot 250 družin, s temi boni pa jim bodo polepšali praznične dni, še dodaja. Da pa ne bo potrošništvo prevladujoči koncept decembra, se vsako leto med drugimi trudijo tudi novomeški skavti. Potem, ko so že v nedeljo na Dolenjsko prinesli luč miru iz Betlehema, jo zdaj širijo po številnih organizacijah, društvih in podjetjih. Dopoldne so z njo razveselili tudi našo medijsko hišo. Letošnje geslo je Ne boj se goreti, njena poslanica pa govori o tem, naj vsak izmed nas širi svetlobo in ljubezen. Naj potem še gorim? Vedno. Samo z lučjo lahko preženeš temo in samo z ljubeznijo lahko prižgeš mir. Ne boj se goreti. Skavti že cel teden širijo sporočilo veselja in miru in ga bodo še vse do konca tedna. V soboto bomo na glavnem trgu, popoldne, tako da lahko pridete do nas in dobite lučko, drugače pa ob nedeljah pri nedeljskih mašah bomo tudi delili lučke. Skavti so sicer prvič prinesli luč miru v Slovenijo pred 28 leti, takrat pod geslom Mir je čas brez vojne, ki je bilo v času nastajanja samostojne Slovenije še kako na mestu. Naj tudi vaše domove napolnita veselje in mir. Preživite lep preostanek večera in srečno.